zapišete svoje mobilne telefone. Hvala. Če človek pol sveta obteče, najboljši kruh doma se peče. Danes bomo obtekli pol sveta, z glasbo, s pesmijo, z melodijami, ki govorijo v vseh jezikih isto govorico srca. Da bi pritekli do domačega ognjišča, bomo potovali od Amerike do Afrike, pa v Evropo in skozi bližnje balkanske dežele. Prepotovali bomo tudi letošnje leto, se spomnili pomembnih dogodkov in ljudi, ki so skozi zgodovino oblikovali melodijo naše države, njenega jezika in kulture. Z rusko božično nam je dobrodošlico zaželel naš dekliški pevski zbor pod vodstvom profesorice Bojane Šarić-Podešlo. Zdaj pa na oder vabim gospoda ravnatelja, profesorja Andreja Rutarja, da nam spregovori nekaj besed. Dragi dijaki in zaposleni, lepo pozdravljeni na novoletni prireditvi srednje šole Venopilon Ajdovščina. Poseben pozdrav namenjam evropskemu poslancu, gospodu Francu Bogoviču, ki je eden izmed tistih poslancev, ki so pripomogli k odpiranju naše šole v evropskem prostoru. Naj vse spomnim na dan odprtih vrat, ki smo ga pred dobrim tednom dni pripravili na naši šoli. Po šoli je dišalo po palačinkah, v dijaškem domu pa po piškotih. Želim vam, da bi v teh prazničnih dneh tudi po vaših domovih dišalo po domači peki. Pri peki v dijaškem domu je sodelovala tudi moja žena in ena od dijakin je med delom vprašala, od kje prihaja. Odgovorila je, da z Črnega vrha. Mi smo eno mačko oddali v Črni vrh.
Saj vem, je dejala dijakinja, moji noni Pavli. Kdo bi si mislil, da bo nona Pavla, naše dijakinje iz Črnega Vrha, prišla k meni po mlado mačko. Kako je svet majhen, sem si rekel. In tudi ni vsakdan je to, da z evropskim poslancem zamenjaš suknič, kar se mi je zgodilo pred 15 minutami. Danes jutraj sem v moji pisarni se srečal z evropskim poslancem Francem Bogovičem, ki sicer večino časa preživi v Bruslu ali Strasburgu. Dragi gostje, svet je res majhen. Vesel sem, da naša šola dobro izkorišča številne priložnosti, ki jih ta evropski svet ponuja. Dijaki programa predšolske vzgoje lahko opravljajo prakso pri delodajalcih na Dunaju, Milanu ali Budimpešti. Učitelji se izpopolnjujejo iz pedagoških veščin na Dunaju. Dijaki tekmujejo v znanju iz evropskih vsebin, ter na tak način pridobijo priložnost za ogled in sodelovanje v razpravah v Evropskem parlamentu. Šola poleg izvajanja jezikovnih ekskurzij gradi partnerstva z drugimi šolami v evropskem prostoru. Zadnja leta potekajo mednarodne izmenjave z dijaki iz Nizozemske. Omogočamo izzive v evropskem prostoru. Vesel pa sem, da imamo v mestu kvalitetno šolo z gimnazijo in programom predšolska vzgoja, ki zagotavlja uspešno pripravo na poklice in nadaljnji študij. Ni v vsakem mestu tako. Dokaz za to, da delamo odlično, so potrditve, ki jih dobivamo strani Ministrstva za šolstvo in povabila Zavoda za šolstvo za nove razvojne projekte. Najbolj pa smo veseli pohval bivših dijakov, ki nam potrjujejo, da smo na njihovi izobraževalni poti pustili pomemben pečat. Vsem želim zdravja in voljo za spoznavanje novih stvari. Želim, da bi bili srečni in iz novega leta čim več iztisnjeni. Ob raziskovanju sveta vam želim tudi toplino doma. Hvala, gospod ravnatelj. Danes imamo posebno priložnost, da nam spregovori nekdo, ki na Slovenijo gleda iz drugačne perspektive, od zunaj. Pred mikrofon vabim evropskega poslanca, gospoda Franca Bogoviča. Morda nam lahko kaj pove o tem, kako je iz Bruslja videti Slovenija in če je tudi njemu najboljši domači kruh. Gospod Bogovič, izvolite. Lep dober dan. Sicer vas zdaj ne vidim najbolje, sem vas pa prej na začetku, tako da vem, da je dvorana polna, da je premajhna. In iskrena hvala vaši šoli, gospod ravnatelj, vam, vašim sodelavcem, da skupaj z vami, dijaki in dijaki, delim ta današnji dan sedaj tu na tej prireditvi in predtem že tudi skupaj z enim delom vaših dijakov tudi v učilnici, kjer smo malce spregovorili o mojem delu. Vprašanje mi je bilo postavljeno, če mi še vedno domač kruh diši in moram reči, in tudi to sem že dopoldan povedal dijakom, da sem rojen na kmetiji, kjer smo se živeli in jedli domač kruh, tisti kruh, ki ga smo pridelali najprej žito na poljih in potem mama kot odlična kuharica ga tudi spekla in tudi ta kruh mi zagotovo še vedno diši kot tisti kruh, ali pa tudi potica, ne vem, ki mi jo speče danes žena. In v tem tednu sem imel priložnost, ker smo imeli plenarno zasedanje v Štrasburu in sem s slovenskimi dobrotami malce tudi udaril tiste kolege, s katerimi največ sodelujemo, da je duh pod slovenski potratni potici, ki jo je spekla moja žena, okusilo tudi kar nekaj kolegov in kolegic. Kot je bilo rečeno, delim zdaj ta dan tako, da, ali pa teden, mesec, da približno polovica časa preživim ali v Bruslu ali v Štrasburu. Pošalim se rad, da 4 dneve preživim v tujini, prespim pa 4 dneve v tujini, pa 3 noči, ne? Tako da pri ženi še vedno spim 4 noči v tednu, ne 3, kar je tudi pomembno, da potem v družini se špila, če se ne tako reči. In priznam, da si res nisem nikoli predstavljal, ko sem bil mlajši, da bom na delo odhajal v Bruselj ali v Štrasbur. Tudi v teh letih, ki sem jih že kar nekaj tudi nabrali, so se časi spremenili in se spominjam svoje poti, ko sem
takrat kot študent prvega letnika potoval iz Ljubljane do Pariza, kako smo imeli najprej projekt, da smo naštudirali, katere valute je treba imeti, kako je treba se obnašati na mejah, koliko časa bomo na kateri meji čakali, ali nas bodo v Franciji kot predstavniki ali pa državljane nekega vzhodnega dela Evrope sprejeli tako ali drugače, da so se ti časi bistveno spremenili in da je dejansko svet vedno manjši, Evropa pa kot takšna tudi vedno bolj povezana. Ravnatelj je že povedal, kako ste vpeti s šolskim sistemom v okviru Erasmusa v evropske tokove in teh priložnosti, možnosti je še cela vrsta in te osnovne vrednote Evropske unije in tudi, se pravi, prost pretok ljudi, blaga, storitev, tudi skupna valuta so nekaj, kar nas zagotovo povezuje in nam daje boljše obete, boljšo priložnost za našo prihodnost. Z veseljem hodim po šolah ali pa tudi koga povabim, tako kot bo del vaših dijakov nas obiskalo v Bruslju, da vsi bolje spoznamo to evropsko idejo, evropsko miselnost. Ta ideja je nastala po koncu druge svetovne vojne, ko so se francoski predsednik Schuman, nemški Adenauer, italijanski Gasperi odločili, da bodo skozi sodelovanje, skozi tako gospodarsko, kako tudi politično sodelovanje zagotovili Evropi mir in blaginjo. In če je bil še mir tako samo po sebi umel nekaj let nazaj, se danes vedno bolj soočamo v tem nemirnem svetu s to željo, iskreno željo po miru in hkrati po potrebi in se soočamo s potrebo po sodelovanju, zato da ta mir tudi zagotavljamo. Sam zelo verjamem v to evropsko idejo, evropski projekt, ne zato, samo zato, ker sem evropski poslanec, ampak zato, ker sem se v življenju tudi ukvarjal z gospodarstvom, vodil občino, našo občino takrat pripeljal 35 milijonov evrov evropskih sredstev, s katerim smo, optiko razpeljali po celi občini, obnovili zgodovinske spomenike, omogočili boljše pogoje za delo v šolah, kulturi, športu in dejansko je ta princip solidarnosti se v Sloveniji že dobro uresničil. Mi bomo tudi v prihodnje nujni k tej zavezanosti, k solidarnosti, tako znotraj Evropske unije, kot vidimo na ta kontinent, trkajo ljudje iz vseh koncev sveta, kjer so se znašli v težavah, bodi si je to Bližnji vzhod, bodi si je to Afrika, kjer je sedaj največji pritisk na te evropske meje in tudi pri reševanju stisk teh ljudi bomo morali najti čim bolj skupne rešitve, ki nas bodo povezale, ne pa razdvajale. Žal v zadnjem letu nismo bili tudi v evropskem okviru najbolj uspešni v teh zadevah. En del držav se je odločil za drugačno politiko, kot je bila dorečena na skupnih dogovorih in bo potrebno še kar nekaj popravkov teh skupnih politik. Kot sem že dejal, verjamem v to evropsko idejo, izkoristite priložnosti, ki vam jih ponuja, zdaj je ena pobuda, s katero želimo zagotoviti tudi brezplačno Interrail vozovnico, se pravi vozovnica za mlade, ravno ko zaključujete srednjo šolo na prehodu v študij, da to izkoristite, da tako kot boste danes skozi pesem spoznali kulturo Evrope, spoznate tudi to različnost in podobnost znotraj evropskih meja. Sam sem imel že kar nekaj priložnosti obiskati skoraj vse evropske države, tudi na katerem drugem kontinentu sem imel tudi kot evropski poslanec priložnost biti, letos v Ameriki, v Silicon Valley, kjer smo pogledali, kako ti najhitrejši na svetu hitijo lansko leto na Kitajskem. In tudi vam želim čim več teh priložnosti, kajti verjamem, da se bogatejši s temi izkušnjami, z novimi znanji tudi lažje in uspešnejše znajdete na domačem terenu. Meni še vedno domač kruh diši, tudi sam vedno pravim, da je prihodnost vsakogar najlepša, če jo lahko ustvariš nekje v okolju, blizu, kjer si rojen. To vam tudi povedo številni ljudje, ki so že v 60-ih, 70-ih letih odšli s trebuhom za kruhom. Zato smo zavezani in tudi s pomočjo evropske ideje, evropskih sredstev, konec koncev, tudi nam je dana priložnost, da to prihodnost gradimo čim bolje. Osnova za vse je to, kar počnete vi, opremiti se z orožjem, ki vam ga nihče ne more več vzeti na nobeni carini, niti v carini, to je z vašim znanjem. Verjamem in v slovenski narod, verjamem v naše sposobnosti, da bomo za veliko večino ljudi, ki živimo v tem prostoru, zagotovili prihodnost v našem prostoru. Tudi izmenjave so dragocene,
pa ne samo, da mi gremo ven, tudi koga lahko v našo lepo domovino povabimo, ponosni smo lahko na njo in vsi, ki nas obiščejo, nam to tudi priznajo. Zato vam ob zaključku leta želim, da ta dan naj bo današnji lep, kar zagotovo tudi vaš program. Ob prelomu v novo leto želim najprej mirne božične praznike, ker naredite to, kar ste že naredili v šoli, da bo dišali v vaših domačih domovih, ob dnevu samostojnosti in enotnosti tudi iskrene čestitke ob državnem prazniku, ob spominu na usodne trenutke, ko smo se odločili, da bomo živeli v svoji državi in nam je usoda tudi to omogočila. Vsekakor pa lepo praznovanje in vstop v novo leto ter uspešno leto 2017 s tistimi, ki nas boste pa obiskali v Bruslu, pa že danes izrekam dobrodošlico. Lep dan se skupaj in vse dobro vam želim. Hvala za te spodbudne besede. Mi se bomo po celem svetu sprehajali samo z glasbo. V makedonskem ritmu bo zazvenela Što mi je milo. Kanon Singa kapela pa bo z malo besedami povedal to, da radi pojemo. Naslednji točki nas bosta Tara in Doris spomnili, da so v tem prazničnem času tudi odraslim dovoljene pravljice.